on. Ok, se spal sem. To se mi zgodi prvič, odkar hodim na predstavitev avtomobilov. Ej, presežem, nisem slišal enega alarma, pizda, presežem. Jaz se upravičujem, jaz se Ne snemi, no. Alo? Ne snemi to. Dobro jutro. Zadah imaš. Stari tudi lulat nisem šel. Zvonil je telefon. Hello, jaz tako. I fell asleep, shit. Bam dol, sam laufal. Vse mu oprostim, ki ga imam rad sam. A veš, na drkališče gremo, no. Ti pa zaspiš. A si rekel drkališče? Ja, znerviral si me, ne? Petkrat sem ga klical. Petkrat sem ga klical. Petkrat. Pa za spančke pa vse še imam strah. Da si pa rjuhe za dirkališče zamenil. Posipe si s pepelom. No, v glavnem, da nadoknadim zaostank, peljeva se na dirkališče. Starja, pa ti veš, kje je sladej? Na čudovitih otokih Gran Canaria. 156 km od afriške obale. Tista smer. Pa temu pravijo mladi svet. A veš, zakaj je mladi svet? Vem, ampak imam občutek, da mi še vsem povedal. Zato, ker se je pred 11 milijoni let odprla zemlja in ne bo. Čau, punce. Kakšna cesta za dobro jutro, a? Stari, to pa je noro lepo. Kako se počutim? A? Kaj da bi malo z volanom v rokah. Evo nas. No, tako z Juretom so se končno narisali na dirkališču, čudovita pot, ampak zdaj pa cajt za akcijo, pa ne sam to. Vidiš, kaj je tukaj parkiran? A veš, ne sam, da je Hyundai sem pripeljal dirkalnik prvenstva TCR, poleg so pripeljali tudi dirkača, ki je bil s tem dirkalnikom prvak letos, mislim lani, 2018, Gabriele Tarquini. Tako da smo kar v elitni dirkaški družbi, pa z običajnimi avti se že pojajo po pisti. Gremo, akcija. Ok, gremo na pisto. Prva stvar, ki jo moraš narediti, logično pripraviti položaj za volanom, če ne nisi nič naredil takrat, ko hitro pelješ, ker se ne počutiš dobro. A veš, kjer je recimo dobra stran programa N, ne samo, da je avto čvrstejši, da je bolj odziven na vse voznikove ukaze, tudi kad dol šaltaš, slišiš, dobiš samo od sebe, oziroma se samodejno zgodi cvišen gas. To pomeni, da vmes, kad ti pohodiš s klopko, avto sam blipne gas, da vrtlaji motorja ostanejo visok. Ok, pa še eno stvar sem hotel izpostaviti, kar se avta konkretno tiče. A veš, za fastbacka, zelo podobno kot za kombi limuzino, absolutno velja, da je super daily driver, ampak da se zelo dobro znajde tudi na pisti. In verjem mi, to ne velja vedno avtomatično za vsakega hot hatcha. A veš, eni so izvrstni na cesti, prideš pa na pisto pa rečeš, aha, tukaj le imamo malo lufta, tole bi bilo lahko boljš, malo preveč se nagiba, pa volan je malo premalo odziven, pri temu pa pičiš na pisto, pa rečeš super, tudi s čist serijskim izdelkom bi se lahko fejst zabavil. Avto je zelo igriv v zavojih, ampak pri zaviranju iz visokih hitrosti, recimo tukaj na konc te letališke piste, ker dosežemo hitrost 170, skoraj 180 km/h, je pa ob vstopu v zavoj še vedno ful stabilen in to mi je všeč, ker to ti da tisto zaupanje v stroj, da se upaš peljati na mejo in pol tam igrati pa raziskovati tudi svoje meje, ne samo meje avtomobila. Vrhunsko. Kaj sem stopil, zbil malo al dente. Ja, brez skrbi. No zdaj pa, ko gre naslednja grupa ven na pisto, mogoče čas, da povem še par golih osnov. Avto, ko ga vidiš za mano, se tehnično, praktično ne razlikuje od tistega 5-vratnega in 30-en, kar pomeni, da boš lahko zbiral dva motorja z 250, a pa z 275 konji. In tudi sicer priporočam, da greš pogledati moj vlog iz Rima, ko sem prvič peljal ta avto, to sta vlog številka tale, pa vlog številka tale. Tam boš vedel eno tono tehničnih pa drugih podatkov, ampak jaz bi pa zdaj rad pokazal eno totalno novost, ki pride do i30N
pa fastbacka tudi. Pazi zdaj. Daj prosim lepo poglej tega lepotca. Vidiš, kaj tukaj gor piše i30 Add Option. To pomeni, da bo to opcijski paket, s katerim boš lahko nadgradil svojega i30N, še posebej, če se ti luštajo track day. Dobil boš nove zavore, bistveno zmogljivejše od serijskih, nova platišča, pa takšne dodatke iz karbona. Pravzaprav je Hyundai zdaj sposoben tvojega i30N spremeniti v pravo track day žval. Daj prosim te lepo poglej ta spoiler. Kakšna ogromna zadeva. Ne samo, da so mi taki funkcionalni dodatki, če greš na track day, všeč, seksi so. Meni so seksi. Evo, tudi kabino so blagoslovili s takimi resnimi poldirkaškimi školjkami, kup enih dodatnih karbonskih dodatkov, vidiš? Carbon fiber imaš tudi tukaj na armaturni plošči, pa dodatnega še na vratih. Stari pa prosim te lepo, poglej to prestavno ročico. Mrzla, pozim, vroča, polet. Veš, to so tiste stvari, nad katerimi pizdiš, ampak jaz v tak avto ne bi dal nič drugega kot to. Vrhunsko zgleda. In občutek tukaj noter je nič manj kot pol dirkaški. Mislim, daj poglej, kakšni materiali so okrog mene. Sam usne, carbon fiber, v luft, strop, cel vrh armaturne, pa cel volan, pa alcantara. Vrhunsko. Ne vem, če obstaja kakšen hot hatch, da bi imel tako izrazito športen feeling v kabini. No, pa sem šel pa en krog z gospodom Tarkinijem. Ready to go. I'm ready to go. Thank you so much. Thank you. Ej, stari, A? a te lahko nekaj vprašam? Daj. A se je tebi zdelo, da smo ena vidva eno številko zic premehen? Pred poletjem bo treba malo boke poubljati. Zdaj jaz to sem rekel, shit, stari. Teva vred bolela. Je pa res, da polka sem se pa namestil. A te pa ni bilo ven za dobiti. Vsaka stvar je za nekaj dobra. V športnem avtu lahko tudi ugotoviš, da si malo pretežek. Tarkini me je pogledal pa rekel, komotar, your love handles have love handles.